Lepo pozdravljeni. Danes bomo pogledali povpraševanje po denarju. Lahko bi rekli, da imamo 3 vrste povpraševanja po denarju. Tako da imamo, lahko rečemo, transakcijsko povpraševanje. Po denarju. Potem imamo likvidnostno povpraševanje po denarju. In če ti dve povpraševanji seštejemo, potem dobimo skupno povpraševanje po denarju. Pri povpraševanju izhajamo iz menjalne enačbe. V bistvu to menjalno enačbo vsi poznate, in sicer se glasi M krat V je P krat C, s tem, da je, rečemo, M količina denarja v obtoku, V kot velocity je hitrost kroženja denarja, P je realni produkt in C je nivo cen v družbi. In če gremo kar takoj na, rečemo, transakcijsko povpraševanje, jaz sem transakcijsko povpraševanje označila za DT, izhajamo iz menjalne enačbe in rečemo, da je M je enako P krat C vlomljeno z hitrostjo kroženja denarja. To se pravi, samo preuredila sem zgornjo menjalno enačbo. Tako da iz tega lahko izpeljemo, da je, bom rekla, količina denarja v obtoku je funkcija velikosti realnega produkta, nivoja cen in pa hitrosti kroženja denarja, s tem, da vemo, da je v bistvu hitrost kroženja denarja samo ena vlomljeno z povpraševanjem po denarju. Zdaj, naslednja stvar, ki se nam tukaj zastavi vprašanje, je, kakšno je to funkcijsko razmerje med denarjem in pa neodvisnimi spremenljivkami. In že na začetku vemo, da če se količina bruto domačega proizvoda realnega v družbi poveča, potem jasno, da bi speljali vse te transakcije, zato se tudi imenuje transakcijsko povpraševanje po denarju, se poveča. Tako da je to funkcijsko razmerje med količino denarja in pa velikostjo realnega BDP je pozitivno. Podobno je pri cenah. Pri nivoju cen, če se cene povečajo in če hočemo mi vse transakcije speljati, kot smo jih pred povišanjem cen, potem jasno povprašujemo po večji količini denarja. Situacija je pa malo drugačna pri hitrosti kroženja denarja, ker vemo, da če denar hitreje kroži, to se pravi, da se hitrost poveča, potem jasno ne rabimo pri sebi vsak čas toliko denarja kot prej. To se pravi, tukaj pa pravimo, da je to funkcijsko razmerje negativno. To seveda lahko potem narišemo tudi na grafu, s tem, da tukaj najprej bom narisala graf, potem opozorila. To se pravi, na vertikalni osi imamo zunanjo vrednost denarja in pazite, tukaj so cene oziroma nivo cen v imenovalcu, tako da morate na to paziti. Na horizontalni osi imamo pa potem količino denarja. In narišemo potem to povpraševanje po denarju, s tem, da je to povpraševanje pri danem produktu in dani hitrosti kroženja denarja, rečemo. Jaz si bom samo izbrala neko točko, recimo na tej krivulji povpraševanja po denarju, da še označim, transakcijska povpraševanje. No, in pri tej točki, ki sem si jo izbrala, in pri tem nivoju cen, rečemo ena vlomljenost C1, imamo potem transakcijsko povpraševanje po denarju je v količini M1. No, in zdaj si pa pogledamo različne variante glede na te naše spremenljivke, in rečemo, recimo, da se je produkt realni se je povečal, tako da je P2 večji od P1. To na grafu lahko prikažemo tako, da se celotna krivulja premakne proti desni strani, to se pravi, rečemo, pri istem nivoju cen bi sedaj prišlo do večjega transakcijskega povpraševanja pri denarju, se pravi, tale naša krivulja bi bila pa P2 vlomljeno z V1. Po drugi strani, če pride do spremembe nivoja cen, že vemo, da se zapeljemo po obstoječi krivulji. Recimo, da rečemo, da se cene povišajo,
To pomeni, da je C2 večji kot C1, ampak zdaj morate pa tukaj paziti, ker na vertikalni osi imamo zunanjo vrednost denarja in če se cene povišajo, se zunanja vrednost denarja zmanjša. To se pravi, da bomo imeli nekako takšno situacijo in vidimo, da smo imeli prav, da ko se cene povišajo, se povpraševanje po denarju, transakcijskem denarju se poveča. Tukaj pride pa do povečanja povpraševane količine, ne? Lahko rečemo, da je to M3. Ostane nam pa potem še ena situacija povezana s hitrostjo kroženja denarja in recimo, da rečemo, da se hitrost kroženja denarja se poveča, tako da je V2 recimo večja kot V1 in vemo, da če se hitrost kroženja denarja poveča, potem nam ni treba držati pri sebi takšno količino transakcijskega denarja. V tem primeru pa, če štartamo z te naše originalne pozicije, se bo pa transakcijsko povpraševanje po denarju premaknilo proti desni strani, to se pravi, tukaj imamo DT dve črtici, zgoraj naredim P1 ulomljeno z V2. Ne? To se pravi, če gremo že spet na originalno situacijo, vidimo, da je pri istem nivoju cen, to se pravi pri cena C1, sedaj povprašujemo po manjši količini transakcijskega denarja. To je v glavnem vse. Seveda, če hočete dobiti celovito sliko, si še enkrat pogledajte učbenik. Mi bomo šli pa naprej na likvidnostno povpraševanje po denarju. To se pravi likvidnostno povpraševanje. Pri likvidnostnem povpraševanju je pa situacija takšna, da rečemo, da ga ne držimo pri sebi zaradi transakcij, ampak mu rečemo tudi varnostni denar ali pa špekulativni denar ali pa tudi nekateri mu pravijo leni denar. To se pravi, imamo ga pri sebi, ko in če ga bomo slučajno potrebovali. Ne? To se pravi, da v trenutku, ko ga imamo, ne upravlja te menjalne funkcije, ampak v bistvu to funkcijo zaklada, lahko tako rečemo. Ne? No in če narišemo likvidnostno povpraševanje po denarju, če naredim takole, je pa funkcija obrestne mere. Zdaj, to terja mogoče malo daljšo razlago. Predstavljajte si, ker denarja ne rabimo, to se pravi nekje stoji. Mi pa imamo v bistvu, če ta denar stoji pri nas v žepu, so določeni oportunitetni stroški, ker če ga bi imeli recimo v banki ali pa če bi ta denar zamenjali za kakšna druga sredstva, recimo zlato, diamante, nepremičnine, dragulje, to sem že rekla, ampak druga sredstva v našem portfoliju finančnem, bi dobil neke donose. Ta sredstva bi dobila neke donose. Ker pa ta denar držimo v gotovini, pa donosov ni. Tako da pravimo, da je višina obrestne mere v bistvu strošek držanja gotovine. Tako da je tukaj funkcijska povezava je negativna. Ne? In če zdaj narišem jaz tale naš graf, imamo na vertikalni osi, to se pravi obresti, to se pravi oportunitetni strošek držanja gotovine, na horizontalni osi imamo potem količino denarja. Zdaj pa takole bom narisala, recimo, da je to likvidnostno povpraševanje 1, potem je pa še takole bom naredila, pa vam bom razložila, zakaj je tako, tole da popravim, to se pravi, da je to povpraševanje likvidnostno 1, pa tudi 2, tako da bi bilo mogoče bolj ščekle označim, do neke mihice, DL1, DL2, in vidite, da je s to krivuljo nekaj posebnega. Kaj se pa tukaj dogaja? Pri določeni obrestni meri, imenujemo jo I zvezdica, postane povpraševanje po denarju likvidnostno popolnoma elastično. In zdaj tukaj sta dve stvari, ki si jih morate zapomniti. Ta prva stvar je v bistvu, zakaj do tega pride in drugič, kakšne so posledice. Zdaj, najprej, da vam povem posledice. V takšnem položaju, če smo na tem, bom rekla, horizontalnem delu povpraševanja po likvidnostnem denarju, tukaj je monetarna politika nemočna. To se pravi,
toliko denarja, kot centralna banka ponudi na trg, toliko denarja v bistvu gotovine ljudje držijo. Ne. Ideja pa je, da v bistvu stimuliraš povpraševanje s tem, da povečaš količino denarja v toku. V tem primeru do tega žal ne pride. Ne. Zdaj si pogledamo, zakaj do tega pride. Če se spomnite, smo mi rekli, da kadar so obrestne mere recimo visoke, potem so cene vrednostnih papirjev, sploh pri obveznicah je ta povezava zelo močna. Potem pride do tega, da so cene če so obresti visoke, so cene vrednostnih papirjev, recimo obveznost nizke in tako naprej. Ne. Tukaj imamo pa recimo zvezdica, je pa izredno nizka obrestna mera. To se pravi, da so cene vrednostnih papirjev oziroma obveznic nekje na maksimumu. Ne. In zakaj bi zdaj v takšni situaciji recimo ljudje kupovali obveznice? Ker edina, bom rekla, smer, v katero se cena vrednostnih papirjev lahko spremeni, je navzdol, kar jim pa potem zmanjša vrednost njihovih sredstev. Ne. Tako da v takšni situaciji nočejo kupovati vrednostnih papirjev oziroma obveznic. Ja? In zaradi tega je v bistvu, rečemo tej situaciji, likvidnostna past. Likvidnostna past. In smo rekli, ne, do tega pride, ker ljudje držijo takšno količino denarja, kot v bistvu centralna banka na trg ponudi, in ta likvidnostna past nam tudi pove, da je denarna politika v takšnem položaju popolnoma nemočna. To se pravi, če je država, recimo, če je situacija slaba, recimo, da je gospodarska rast nazaduje ali pa recimo celo negativna, je edina politika, ki je na voljo, je fiskalna politika. Dobro, zdaj pa pojdimo še na skupno povpraševanje po denarju. In se nekaj, če oboje seštejemo, dobimo potem skupno povpraševanje po denarju. Tukaj bomo pa v bistvu narisali samo graf, s tem, da bodite malo pazljivi, ker tisti graf v knjigi je malček napačen, ker ima tele dve krivulji nekako takole narisani, ne? Ko da se ne stikata, pa da niste na istem nivoju, morate biti. Tako da jaz sem zdaj to zbrisala, ker ni pravilno. Najprej označimo vsi, to se pravi, na levi strani bomo imeli transakcijsko povpraševanje po denarju, to se pravi, na vertikalni osi je zunanja vrednost denarja. Na horizontalni osi bomo imeli količino denarja, jaz sem ta M v bistvu malo niže napisala, pa boste videli zakaj. Na desni strani bomo imeli pa potem obrestno mero, ne, to se pravi višino obrestne mere, in jaz potem lahko narišem že takole potem transakcijsko povpraševanje po denarju, z desne strani bomo imeli pa takole likvidnostno povpraševanje po denarju. In recimo presečišče teh dveh krivulj nam pa potem pokaže, koliko od celotne količine denarja odpade na transakcijski denar, bomo takole naredili, in koliko odpade na likvidnostni denar. Ja, od celotne količine denarja v toku. Zdaj pa jaz označam še, recimo tukaj pa ena olovljena z V1, a ne. Recimo, ena situacija, ki se lahko spremeni, smo rekli, da se poveča realni dohodek oziroma bruto domači proizvod v gospodarstvu, in rečemo, da je P2 večji od P1. Ne? V tem primeru se kaj zgodi? Se pa celotno transakcijsko povpraševanje po denarju premakne v desno stran. A ne? Tako da imamo novo krivuljo, višjo, ne, proti desni strani. Tukaj imamo pol P2 z V1 in vidimo, da imamo potem novo ravnotežje, kjer se pa tudi spremeni sestava, kako bi rekla, količine denarja. To se pravi, držimo precej več, oziroma v družbi je precej več transakcijskega, no, tole me pa hica, je precej več transakcijskega denarja, a ne, in precej manj potem odpade na likvidnostni denar. Za domačo nalogo, oziroma lahko še sami malo pogledate, kaj se zgodi, recimo, če se spremenijo obrestne mere, če se spremeni nivo cen ali pa recimo, če se spremeni hitrost kroženja denarja. To bi bilo zaenkrat vse, kakor sem rekla, vsega nismo naredili oziroma nisem razložila, zato imate tudi učbenik, tako da si poglejte še stvari v učbeniku. Najlepša vam hvala in lepo se imejte.